Smo malo več kot leto dni po pokolu Druzov v Suvejdi na Druzovski gori. Skoraj 2000 Druzov so ubili beduinski plemena in tudi nekatere vladne sile, podprte z vladnimi silami. Spodbuja jih nova vlada v Damasku. Torej smo malo več kot leto po teh dogodkih. Kakšna je, a lahko poveste kaj o trenutnem položaju Druzov v Siriji danes in njihovih odnosih z Damaskom leto dni kasneje? Ja, očitno skoraj da ni nobenih odnosov med novo vlado v Damasku in provinco Suvejda z večinskim druškim prebivalstvom. In to moramo razumeti. Druška skupnost v Suvejdi, ki jo vodi šejk Salman al-Hairi, njihov politični vodja, ima zelo, zelo globoko nezaupanje do nove vlade v Damasku. Pravzaprav jo dojemajo kot milice ISIS in fundamentalistične, islamistične skrajne skupine, ki so prevzele nadzor nad Damaskom. In zato niso pripravljeni na kakršnakoli pogajanja z novo vlado v Damasku. Po drugi strani pa to dobro razumete. Nova vlada v Damasku dojema skupnost Druzov v Suvejdi in njeno vodstvo kot skupino, ki se je očitno povezala z državo Izrael. In to naredi celotno situacijo zelo zapleteno. Do te mere, da če ste imeli priložnost prebrati nedavno poročilo Združenih narodov, ki ga je napisal odposlanec za provinco Suvejda, in to je jasno zapisal, skoraj da ni nobenega napredka v odnosih med provinco Suvejda in novo vlado v Damasku. In obstaja jasno nezaupanje med obema stranema do te mere, da ne more predvideti nobenega napredka v bližnji prihodnosti med obema stranema. Izrael se je vmešal ne le retorično, ampak tudi vojaško, da bi zaščitil skupnost Druzov na jugu Sirije. Do te mere, da v Damasku pravijo. Pravijo, da izraelsko vmešavanje v njihove notranje zadeve ovira dosego dogovora o zmanjšanju napetosti med Izraelom in Sirijo. Toda premijer Netanjahu nenehno ponavlja, tudi danes, da Izrael nikoli ne bo zapustil svojih druških bratov v Siriji. Res je, ali menite, da je to nekaj, kar je Netanjahu uporabljal tudi pred prihajajočimi volitvami, da bi poskušal pridobiti glasove Druzov zase? Imam zelo velika vprašanja glede, trenutnega odnosa vlade do province Suvejda in druške skupnosti v Siriji. Ker če se za trenutek vrnemo v julij 2025, razumemo to. Izraelska intervencija oziroma intervencija IDF je prišla šele 48 ur potem, ko so nove vladne sile napadle provinco Suvejda, kar je takrat povzročilo 1700 mrtvih druških državljanov. In druga stvar je, da se vsi še vedno sprašujemo, od takrat je minilo več kot leto dni, kaj je torej država Izrael storila, da bi podprla druško skupnost v Siriji. Torej, po vseh teh obljubah strani predsednika vlade in trenutne vlade nismo videli nobenega resničnega napredka glede položaja Druzov v Siriji. In to je zelo žalostno, ker na mnogo načinov. To je prisililo tiste, ki se ne strinjajo s to intervencijo strani Izraela, da se vrnejo v roke nove skrajne vlade v Damasku. Po drugi strani pa se je zmanjšalo zaupanje med vodstvom v provinci Suvejda in Izraelom.
Zato pričakujem, da bi morala biti izraelska intervencija v zadeve Druzov v Siriji veliko večja, kot je to do zdaj storila izraelska vlada. In vendar je še ena točka, glede katere moramo biti iskreni. To je dejstvo, ki ga moramo razumeti. V izraelskem interesu je predvsem to, da skupnost Druzov na jugu Sirije živi v miru in je varna, ker sedijo praktično na naši severni meji in so prva obrambna linija za Izrael. Soočajo se z novo, skrajno fundamentalistično vlado ISIS, ki zdaj sedi v Damasku, podprto strani turške vlade in Erdogana. Torej je to izziv, ki bo vplival na Izrael v prihodnosti. Zdaj, ko gledamo naprej, bi se rad nekoliko obrnil k prihajajočim volitvam. Kandidirate na naslednjih mesecih na predizborih za stranko demokratov pod vodstvom Jairja Golana. Kaj je Jair Golan? Najprej, zakaj demokrati? In drugič, kaj Jair Golan ponuja glede tega vprašanja odnosov Izraela? Ali uravnotežiti odnose med druzijskimi brati v Siriji, hkrati pa poskušati vzpostaviti pozitivne, konstruktivne odnose s to vlado v Siriji? V redu, odgovoril bom na oba dela vašega vprašanja. Prvi del moram reči, da demokratska stranka v mnogih pogledih predstavlja vrednote, moje vrednote in moje vizije za prihodnjo državo Izrael. Toda najpomembneje je to, da predstavlja način, kako želim videti Izrael kot demokratično, liberalno državo in državo, ki v duhu deklaracije o neodvisnosti zagotavlja enake pravice vsem svojim državljanom. Zato mi je to zelo pomembno. In to je, lahko rečem, verjetno glavni razlog, da zdaj kandidiram za sedež v demokratski stranki. Zdaj, kar zadeva drugi del vaših vprašanj, verjamem, da Jair Golan kot nekdanji poveljnik severnega poveljstva v IDF zelo dobro razume občutljivost te regije. Zelo dobro razume, kako pomembno je, da skupnost Druzov na južnem delu Sirije živi varno in v miru. In kako bi lahko bili naša prva obrambna linija in naša zaščita pred skrajno vlado v Damasku.